stisne še na limono, polovico limone, tista kavina žlička, ne pretirava soljo. Ne čajna žlička, ampak kavina žlička stoji notri, pa 2 deci vode to spiješ 2krat na dan, pa tole zdraviš, pa tole sladkorna zgine kot keks. Ma ker sladkorna tu od vas, vem, da sladkorna. Vsi zdravi. Ja, super, ja, se tako. Holesterol, kaj sem prej rekel, za koga holesterol nastane? Zato, ker ljudi premalo uživajo maščob, ne? In pol se dela kot telo za logo. Tisti močni ljudje, ko ste, ponovadi je vzrok premalo pitja vode. In kaj dela telo, če premalo pije vode? Si dela za logo, za pol, ko potrebuje. In pol, ko celica pa rabi vodo, mora telo ima v bistvu 2 oceana, med celicami pa v celicah. In pol, ko rabi celica vodo, iz med celic potisne skozi membrano v celico vodo in takrat rabi velik pritisk. In pol temu se pa reče hipertenzija, visok krvni tlak. In ko so pol ljudi vodenični, so takle flekasti, debeli, polni vode, pa imajo sigurno visok krvni tlak. In kako zdaj to pozdraviti? Vodo treba piti. Sem, če ti zdaj začneš pol vodo piti, to ni v 2-3 mesecih. Zdaj bo pa telo reklo, zdaj pa manj zdaj z vode. Ni, rabi najmanj pol leta, do 1 leta, da ti sploh verjame, da zdaj pa ti to iz vode piješ. Šele takrat je bolj rezultat. Sem bokvari pa naenkrat velik začniti vode piti, ker takrat te pa lahko zalije, te pa lahko rukne. Se treba to po pameti delati. Večkrat pa pomore. Ja, in te vodeničnosti imaš več sort, jetrno vodeničnost, srčno vodeničnost. Srčno vodeničnost je tako nareta, da ti zatekajo noge pa roke, tu si suh, jetrna vodeničnost si tak debel, noge pa to je suho, to je vse tako povezano. Pa potem ta recept pač velja za vse vrste vodenike? Kje recept? Ja, tak, več vode piti pa 1 leto, da se telo prilavi. Ja, za vse pa tudi to nagre, ne. Treba to postopoma, ne, to, ja, to treba pol. Pa niso vse. Jaz moram to pregled narediti, pa to nikar tak en foh, ne. Spravi, ti recepti niso čisto tak splošno veljavni, ja. Ne, jaz zdaj, ta recept sem rekel za tiste močne ljudi, ne. Zdaj, če je srčna vodeničnost, tisti je druga zadeva, ne. Tudi v ostalih nasvetih si mislim, da niso tako splošno veljavni. Ja, treba že malo previden biti, ne. Samo kje pa se zdaj to ve? Ja, jaz to diagnozo Kdaj štima to, kdaj pa ne? Kak? Kako pa ugotoviš, kdaj to štima ali kdaj ne? Ja, pogledam, kako deluje jetrika, deluje vse. Recimo tudi vnos, maščob, proti holesterolu in tako naprej, količina soli, količina vode. Ja, to mora pač človek malo tudi sam sebe gledati, pa opazovati, ne, koliko potrebuje. Na hrana se ti priskuti, ne, nehaj jo jesti. Že, kaj pa če recimo moje telo nekaj pač jaz bi pojedel pasjo radost, pol metra. Imam pravico pojesti ali ne. Jutri bi pa pojedel eno veliko sledo in divje. Ja, zakaj ne? Že, ampak pravim, zdaj, če je to pravilo, da človeško telo potrebuje tisto, kar ti narekuje, in imam pravico tisto pojesti, da je to vse okej. To imaš pravico pojesti, ja, pa je okej. In je to okej. Edino moraš pa paziti, naprimer alkohol.